Pozdravljeni v mojem imenu in pa imenu podjetja Revoz. Moje ime, kot je rečeno, Tomaž Blatnik. Jaz in pa kolega Andrej Gorenc vam bova predstavila nekaj besed o robotizaciji in digitalizaciji v podjetju Revoz. Samo podjetje nedvomno že poznate, vendar pa bi za začetek, preden gremo na robotiko, povedal še nekaj besed o dinamiki dela in pa dinamiki projektov v podjetju. Namreč vemo, da je Revoz največje industrijsko podjetje v Sloveniji, 3500 zaposlenih in pa skoraj 1000 avtomobilov na dan so številke, ki povejo vse. Je pa tudi skrita stvarnost za temi številkami in to je predvsem dinamika dela v tehnologiji, se pravi v tistem delu, kjer vidite verjetno svojo prihodnost tudi vi. Del, ki ni vezan toliko na proizvodnjo, ampak na tehnologijo, na razvoj, na projektiranje, na pripravo proizvodnje, pripravo tistega dela, ki ga kasneje delavci opravljajo in sad katerega dela so avtomobili. Kar se tiče projektov v podjetju, moramo vedeti, da je avtomobilska industrija kot večina hitro rastočih, bi rekel, industrij v svetu v zadnjih letih izredno napredovala v hitrosti razvoja. Če smo včasih za avtomobil potrebovali 10 do 15 let, da se je amortiziral, da je dejansko postal nezanimiv za tržišče, je danes povprečna življenjska doba avtomobila na evropskem tržišču nekje 4 do 5 let, kar pomeni, da je 4 do 5 let potrebno zamenjati avtomobil, zamenjati svoj proizvod in to predstavlja za industrijo izjemno velik izziv. Če pogledamo samo podjetje Revoz, v zadnjih letih smo imeli nekaj večjih projektov, med njimi absolutno največji Twingo, ki je bil v letih 2012-2013 razvit do serijske proizvodnje. Kasneje je sledil še Smart, Clio 4 in pa Clio 5. In danes, če pogledamo dinamiko teh razvojev, vidimo, da v zadnjih letih praktično vsako leto imamo nov projekt uvedbe avtomobila. In pa tudi, ko gledamo proizvodnjo, je jasno, da proizvodnja se ne ustavi ob projektih, kljub temu, da se uvajajo novi avtomobili, da se zamenjujejo proizvodni sistemi, mora proizvodnja stalno potekati, ne sme biti nobenih zaustavitev. Praktično vse poteka v času, ki je maskiran, v, bi rekel, prostoru, ki je enak, vendar pa je treba usklajevati aktivnosti tako serijske proizvodnje kot tudi projektnih načinov. Jasno je, da način delovanja, kot smo ga poznali še 20 let nazaj, se pravi monoproizvodnja, tovarna, ki je namenjena za proizvodnjo enega samega vozila, tovarna, ki je optimalna za eno samo vozilo, danes ne obstaja več. Danes tovarne morajo biti polivalentne, se pravi tovarne morajo biti multifunkcijske, zagotavljati morajo proizvodnjo več modelov vozil in pa zagotavljati morajo hitro prilagodljivost na zahteve tržišča. Tovarna, ki se ne zna prilagoditi, je danes mrtva tovarna. In ko govorimo o prilagodljivosti tovarne, govorimo predvsem o prilagodljivosti inženirskega kadra, se pravi ljudi, ki upravljajo tovarno. Delavec dejansko dela tisto, kar mu naročimo, kar ga naučimo. Inženir pa mora razmišljati naprej. Fleksibilnost, kaj sploh to je? To je optimizacija in pa možnost dela vozil v različnih tovarnah. Danes, ko govorimo o Revozu, je to nedvomno zveza med Revozom, Nissanom, Mitsubishijem. Danes veste, da v tej zvezi je tudi Lada, Dacia, se pravi ogromno tovarn, ki proizvajajo različna vozila, vendar pa je izredno pomembno, da so te tovarne zgrajene na enem in istem standardu. V industriji, v serijski proizvodnji vse temelji na standardizaciji, na temu, da različne zadeve, različne proizvode delamo na isti način, na isti, bi rekel, proizvodni shemi, na istem grafu sestave, spreminjajo se samo forme, spreminjajo se oblike, spreminja se tehnologija, vendar pa mora biti tovarna na osnovi neke standardizacije sposobna narediti katerikoli proizvod v določenem rangu. Realizacija
proizvodov zahteva seveda tudi standardizacijo procesov, ki jih danes uporabljamo. Procesi, ki jih imamo v revozu, temeljijo na standardnem proizvodu, ne samo linij ali pa avtomobilskih proizvodov za Nissan, Renault, Mitsubishi, temveč tudi za proizvod Daimler, ki je na naših linijah tudi danes. No, prej je bilo nekaj besed o električnih vozilih. V teh letih, ki ste videli na prvem slajdu, smo seveda poleg normalnih termičnih vozil razvili in pa spravili v proizvodnjo in prodajo tudi 2 električna vozila. Tako da, ko govorimo o projektih, vsako leto nov projekt, je tukaj še ogromno podprojektov, ki potekajo, ki so se zaključili, ki so že v razvoju, kar zahteva, bi rekel, še dodatno fleksibilnost na nivoju tovarne. Kaj tehnično pomeni za revoz fleksibilnost proizvodnje? Govorimo predvsem o fleksibilnosti za proizvodnjo večjih vozil. Revoz ima danes fleksibilno proizvodnjo eno samo linijo, ki je sposobna narediti do 4 tipe vozil. Naša želja je iti naprej na 8 tipov vozil. Ko govorimo o tipih vozil, to pomeni popolnoma drugačna vozila. Ne pomeni to, da delamo Cliota z 2 vrati ali pa Cliota s 4 vrati. To pomeni, da delamo Cliota, Twingota, Daimlerjevega Smarta, da imamo linijo, ki je sposobna sprejeti naslednje vozilo in tako do 8 vozil. Pri tem, pa kot sem prej že omenil, ni važno samo, da si sposoben delati, ampak moraš biti tudi hitro prilagodljiv. Ker danes tržišče ne oprošča več in danes vas noben ne bo čakal, da boste vi razvijali vašo proizvodnjo nekaj let, da boste delali neko novo vozilo. Standard v zvezi je nekje 24 mesecev za odločitev pa prodaja vozila, pri čemer je revoz še zmeraj absolutni rekorder in sicer imamo čas med odločitvijo in pa prvim vozilom, ki bo prodan kupcu, 12 mesecev, kar je tudi glede na tovarne, kot je Toyota in podobne, izredno dober rezultat. Če smo včasih govorili o mehanski fleksibilnosti in ta fleksibilnost je danes še v široki, bi rekel, proizvodni uporabi, to je fleksibilnost, ko imamo različne mehanske sklope, ki so vgrajeni vzporedno, klavirski sistemi, izmenljive mize in podobno. Absolutno, to je tehnologija, ki je danes v uporabi že nekje 15-20 let, ki jo poznamo. Bila je, bi rekel, nekje najbolj napredna tehnologija še do 10 let nazaj. Danes je že zastarela. Kar vgrajujemo danes, bo zastarelo čez 5 let. Pa tehnologija pri fleksibilnosti izredno hitro narašča. To, kar vidite tukaj na sliki, je primer prijemala robotskega, ki ima različne tipe vpenjal za različna vozila. Tako da to prijemalo je sposobno vzeti Clio 4, Renault, Twingo, Daimler, Smart. No, odkar smo to sliko naredili, je na tej poziciji že Clio 5. Ta pozicija je pa demontirana, tako da verjetno čez 6 mesecev že bom kazal to sliko, bo na naslednji poziciji že nekaj novega. To pomeni, tehnologija se razvija, uporabljamo sredstva, dokler so uporabna, ne zamenjujemo sredstev kar tako, zaradi tega, ker smo dobili neko novo tehnologijo, ampak kadar je zadeva rentabilna. Zdaj, seveda, na to, bi rekel, mehansko zamenljivost, prehajamo v tem trenutku na numerično fleksibilnost, kar pomeni, da danes te točke, ki so bile prej prisotne fizično na določeni pripravi, že delamo s pomočjo NC lokatorjev, numeričnih lokatorjev, kar pomeni, da vam točko, ki se dotika vozila, že za vsak naslednjo vozilo numerični lokator postavi pravilen položaj
glede na programiranje, ki ste ga vstavili noter. Predvsem je treba se zavedati, da inženirji, ki so v tehnologiji, ki živijo s procesom, se morajo stalno učiti in stalno uporabljati najboljše elemente. Večina izmed vas normalno ne bo delala v podjetjih, ki imajo veliko podporo. V manjših podjetjih je pa to še bolj pomembno, da smo stalno v stiku z najnovejšo tehnologijo in da uporabljamo tisto, kar je v tistem trenutku za nas najprimernejše in pa najbolj zanesljivo, najbolj uporabno. Problem seveda fleksibilizacije je, da mora biti robotska. In zato govorimo toliko o robotizaciji v podjetju. Drug problem robotizacije pa je, da nažalost v Sloveniji in pa celotni Evropi praktično nimamo več fizične delovne sile. Kar pomeni, da smo prisiljeni robotizirati, zato da osnovne fizične aktivnosti delamo več ali manj z roboti. Tudi v našem podjetju bi rekel, ogromno število ročnih delovnih mest, ki so nefleksibilna, zamenjujemo z manjšim številom fleksibilnih robotskih celic. Danes računamo, da nam en robot pokrije 8 ročnih delovnih mest, kar ne pomeni, da pokrije 8 delavcev, pomeni, da pokrije manj delavcev, ker delavci pač, če hoče delati različne tipe vozil, se morajo premikati iz ene priprave na drugo pripravo, na eni pripravi delajo Cliota, na drugi pripravi delajo Twingota, medtem ko robot lahko dela na več pripravah istočasno. Tako da nekje računamo, da robotska celica, ki je lastnega razvoja, nam nadomesti v letu nekje 6 operaterjev, kar je za nas kar dober rezultat in to je tudi rentabilnost že v enem letu in pol, kljub temu, da so slovenske plače seveda relativno nižje kot pa evropske plače. Robotizacija je zelo jasna zadeva. Robotiziramo zaradi dveh stvari. Robotiziramo zato, ker se splača, pa robotiziramo zato, ker nekaj več ne moramo narediti. In danes morate vedeti, da v procesi v avtomobilski industriji in pa ostalih visoko, bi rekel, produktivnih industrijah so že tako natančni, da ogromno stvari več ne moramo delati z ročno delovno silo. Druga stvar pa je, cena robotizacije je izredno padla, kar pomeni, da je cena robotizacije že tudi za Slovenijo na nivoju, ki omogoča hitro rentabiliziranje investicije in pa jasno tudi hitro nadgradnjo same celice. Ko govorimo o tehnologiji, se pravi o ljudeh, ki so za temi spremembami, in dajemo novo znanje. In danes bi rekel, najpomembnejše znanje je, da si predstavljajo, kako zadeve delujejo, da si predstavljajo delo robotov, da vejo, kaj je numerični svet in pa da uporabljajo digitalna znanja na vsakem koraku. In ta del, se pravi uporaba digitalnih znanj, bo predstavil bolj gospod Gorenc. Jaz bi pa sam za konec predstavil eno celico, ki smo jo zagnali pred 2 mesecema. In to je celica, ki jo vidite. To je celica, ki jo vidite tukaj na shemi, 17 robotov. V začetku avgusta, 1. avgusta, te celice ni bilo, bila je ročna proizvodnja. 24. avgusta je celica delovala. Se pravi, morate si predstavljati, da tukaj, če naredimo kakšno napako na predvidevanjih, na postavitvah, na programiranjih, je seveda proizvodnja ustavljena. In zato danes naši tehnologi večino stvari, ki jih delajo, načrtujejo v numeričnem svetu. Se pravi, na linijah, ki ne obstajajo, v tovarni, ki je samo numerična, ki je v računalniku, predvsem pa v njihovih glavah. Ker noben računalnik, nobena digitalizacija vam ne pomaga, če nimate v glavi. In kdor uporablja samo digitalizacijo kot rešitev, jasno, da bo prej ali slej naletel, kot je slikovito prikazal en predavatelj prej na začetku, na zid. Ker njegova glava enostavno ne bo sposobna
slediti tistemu, kar mu digitalizacija ponuja. No, numerična fleksibilnost je pa tole. Ta slajd se nam je malo povrkal, bi rekel. To je, bi rekel, pa trenutna fleksibilnost, se pravi fleksibilnost, ki je popolnoma programirana za vsako vozilo, za vsak proizvod, ki sledi v proizvodnem filmu, se robot že prilagodi glede na informacijo, ki dobi, kaj mora narediti. Se pravi, isto kot bi delal delavec, samo izredno hitro in pa brez napak. Zdaj pa prosim gospoda Gorenca za naprej. Kje je brez pomnika? Tu. Lep pozdrav še v mojem imenu. Tomaž je veliko govoril o robotiki in avtomatizaciji in mimogrede pozabil tudi omeniti, da imamo v Rovozu že preko 700 robotov, s tem, da smo jih že kar dobrih 100 tudi odpisali, se pravi zamenjali z novejšimi. No in v bistvu nadgradnja robotizacije, avtomatizacije je v kontekstu industrije 4.0, pametne tovarne, tudi digitalizacija. No in tudi Renault se je v bistvu v centrali, se pravi na nivoju sedeža v Parizu, lotil preko premisleka oziroma trenda te digitalizacije, ne, in definiral osnove in kot vidite tukaj v bistvu čemu služi digitalizacija in definiral, da je to za vsakogar v tovarni. Se pravi od nivoja delavca do nivoja direktorja, se pravi vsem mora digitalizacija služiti, da nekaj pridobijo, da izboljšajo oziroma da pač se pri vsakemu na svojem nivoju, da nekaj ima od tega. Tako da Renault je to potem razdelil na 4 ključna področja, temu seveda sledimo tudi mi v Rovozu, in sicer nivo oziroma področje vzdrževanja, kjer želimo izboljšati nivo razpoložljivosti naših proizvodnih sredstev, potem sledljivost delov in procesa, se pravi, čedalje večja zahteva, da mi za točno določeno vozilo imamo sledljivost do nivoja proizvajalcev določenih delov, se pravi, da lahko točno povemo, kateri kosi so bili vgrajeni, od kje so prišli, kdaj so bili narejeni po serijskih številkah in če karkoli narobe, pač če je potrebna raziskava oziroma ta informacija, se gre lahko do tega proizvajalca vgradnega dela in preveri, kaj se je dogajalo oziroma takrat s tem njegovim procesom. Potem velik del je oziroma poudarek na logistiki, se pravi na optimizaciji dobave kosov, se pravi od samega začetne proizvodne verige, od dobaviteljev do tovarne in potem seveda tudi znotraj tovarne in pa seveda vse, kar je povezano pri sami proizvodnji, da olajšamo delo v sami proizvodnji. Vsa ta 4 področja so potem razdeljena na podskupine oziroma podpodročja. V nadaljevanju bom pokazal nekaj dobrih praks, mogoče bi samo nekatere od tukaj omenil, se pravi Zero Paper oziroma veliko
mi oziroma proizvodnji še tiskamo raznih etiket, liste A4, vse kot pomoč proizvodnji, ker serija oziroma proizvodnja ima prednost, vse tehnologije oziroma okolja, ki so tehnične rešitve, so zato, da proizvodnjo dela dobro in kot mi pravimo v Revozu, naredi prvič dobro. Se pravi, da svojega delovnega mesta ne proizvajaš napake, ki bi motile oziroma ki jih bi moral potem nekdo naprej popravljati. Potem 3D tiskanje, bom v nadaljevanju pokazal, je trend oziroma delamo na tem, imamo trenutno 4 tiskalnike za 3D tiskanje, potem velik poudarek oziroma veliko delamo na tako imenovanem pogojnem in kako se že reče, in napovednem vzdrževanju, se pravi, ne da vzdržujemo za sproti, ampak da že vnaprej delamo kurative oziroma da znamo naprej napovedati, kaj se bo zgodilo in seveda preden se zgodi, da to odpravimo oziroma pravi čas interveniramo. Potem energijski portal, imamo nadzorni center za spremljanje vseh energentov, se pravi porabnikov tovarne, vhodnih stopenj in seveda tudi posameznih departmajih oziroma obratih. Tukaj vidite drone, nimamo jih še danes, ampak razmišljamo, kje bi jih uporabljali oziroma nekje vidimo 2 področja za vzdrževanje stavbe, se pravi, veste, poznate Revoz, je velik stavb oziroma velika površina, ne, in bi na tak način lahko pregledovali strehe oziroma iz zraka. In pa nekje drugo področje, kjer Renault tudi že testira, je pa skladiščenje oziroma preverjanje inventure, se pravi preko dronov, da bi preverjali stanje skladišč. Potem delamo tudi na geolokalizaciji, se pravi, da bi detektirali samo vozilo, se pravi karoserije, ki so v fazi oziroma v serijski proizvodnji, da vemo, kje se nahajajo, da znamo tako vozilo locirati. Potem velik poudarek na logistiki, tukaj so v bistvu zdaj šele začetki, se pravi, da znamo oziroma da vemo, kje so naše embalaže oziroma kosi, ki prihajajo od samega proizvajalca, da z pomočjo posameznih algoritmov lahko optimiziramo kamione, se pravi, da so optimalno naloženi, da ni nepotrebnih oziroma dodatnih teh taksijev, kot rečemo. Se pravi, tukaj je velik potencial za pridobitev. In pa seveda tukaj ta oranžni del, vse, kar se tiče v bistvu same proizvodnje. Imamo veliko pomagal do nivoja operaterjev, delavcev, se pravi, da njim pomagamo, da hitreje osvojijo znanja oziroma svoj delovni proces in pa tudi takrat, ko delajo, da imajo možnost javljanja napak oziroma da so v neki povezavi z svojim prvim nadrejenim. Tako da bi zdaj, imam še nekaj dobrih praks prikazanih. Ena izmed teh je, da postavljamo kar nekaj teh kamer za spremljanje našega avtomatiziranega procesa. Hkrati kreiramo oziroma imamo nadzorne sobe, kjer spremljamo to proizvodnjo poleg teh slikovnih gradiv še z ostalimi sistemi, ki obstajajo. Se pravi, da lahko v
realnem času spremljamo proizvodnjo in v bistvu v primeru težav oziroma anomalij se lahko odločimo oziroma organiziramo, se pravi, prilagodimo na določene situacije. Te kamere oziroma te posnetke, ker imamo tudi arhive za nekje 2 tedna nazaj, nam pomagajo tudi pri analiziranju morebitnih napak oziroma težav, ker morate vedeti, Revoz dela danes v 3 izmenah, se pravi 24 ur na dan, in če se ponoči kaj zgodi, potem zjutraj težko vedeti, kaj je točno bilo, in na tak način smo že marsikatero napako odkrili oziroma da vemo, kako ukrepati in ne izgubljamo časa z analizami. Potem ena taka aktivnost je ta DWS oziroma Digital Workstation, se pravi, prihajamo z ekrani na dotik do nivoja delavca, kjer on lahko izbira oziroma v primeru problemov iz različnih področij pač pritisne na ustrezno tipko oziroma na ekranu in obvesti ustrezno osebo, ki pride in pač pomaga oziroma odpravi napako. Potem vse to seveda se shranjuje in imamo posebne baze za prikaz, za animacijo. Vsaka delovna enota v proizvodnji v bistvu ima nekega svojega vodjo, vsak ima tablico, ima televizijski ekran in na tak način s tem orodjem v bistvu sproti prikazuje rezultate pač za tisti dan, za teden nazaj, kakorkoli izbere, in v bistvu odpade priprava na samo animacijo, na sam sestanek, ker lahko na tak način neposredno direkt pokaže, kje so problemi, kakšni so problemi in tako naprej. Potem, prej sem že omenil tiskanje, 3D tiskanje, trenutno imamo 4 tiskalnike. Imamo tudi 3D laserski skener, se pravi za tiste stvari oziroma komponente, kjer nimamo 3D modela numeričnega, ga lahko skeniramo in na tak način kreiramo, naredimo ta 3D model in seveda z delnimi popravki ga lahko potem natisnemo. Se pravi, naš trend oziroma ideja je, da bi ta, trenutno imamo sobo oziroma ta pool, oddelek 3D tiskanja deloval kot neke vrste skladišče. Se pravi, ravno zdaj vzpostavljamo nek sistem naročanja, se pravi, da vsakdo iz Revoza lahko preko računalnika iz neke baze oziroma vpiše, naroči nek del, nek kos in ki ga pač sodelavec v tem oddelku sprejme, ga lansira, ga natisne in v bistvu posreduje temu naročniku. Se pravi, da bi ta oddelek deloval kot neke vrste skladišče brez skladišča. V bistvu ima v skladišče samo te materiale in vse te kose oziroma zahtevane izdelke sproti natisne. Veliko jih uporabljamo tudi za razne prototipne kose. Veste, da prototipni kosi so najdražji oziroma jih fizično niti ni, in če hočemo mi v proizvodnji preveriti na tak način fizično, je to taka zelo enostavna rešitev, ker numerični kos imamo, ga natisnemo in lahko na tak način si tudi fizično lažje in boljše predstavljamo na terenu, kaj pomeni. No, to je ta energijski portal, se pravi, imamo centralni nadzor vseh porabnikov v Revozu, od elektrike, zemeljskega plina, potem komprimiranega zraka in tako naprej. In v bistvu po departmajih, po delih se v bistvu te senzori jih povečujemo, nadgrajujemo
In namen tega je seveda optimizacija porabnikov, ker vsake anomalije oziroma odstopanje od nekih etalonov se hitro oziroma tukaj avtomatsko pride do obveščanja prek elektronske pošte SMS-ov oziroma da se pokliče odgovornega na tistem področju, da pogleda, kaj se dogaja oziroma zakaj je povečana poraba. Tako, hvala za pozornost. To bi bilo vse od Se pravičujem kolegu iz Jaskave, da smo mu par minut vzeli. Hvala predavateljema. Ima kdo mogoče za njih kakšno vprašanje? Potem pa k besedi vabim kar gospoda Aleša Kocijančiča, ki bo z nami podelil tudi Kmete za čak bom raden drugi standard. Ker pa pride že to. Tako je? Kar žep. A pa za pas mi dajte. Je? A pa v žep si bom dal, bo mogoče boljš, tako ne. Tako. To gre po žep. Tako. Ne, kraj od zadnjega, da je ležica. Ena bo. A si mora biti. Jaz sem na tem računalniku. Na tle sem dal na ta računalnik. Je že gor. Gašen je bil? Ne vem. Po mojem morate sem kabel preklopiti. Očitno bomo malo podaljšali. To je za narašča diverzija. A vi posodite računalnik? Imate že naloženo? Potem pa Jaz sem upošteval samo. ali bi če ne bomo poklicali. Ja. Kamera. Ja, jaz sem. Je to. Ta PowerPoint, ja. Prva, druga. To je druga. Enter. Evo pa smo. Lepo pozdravljeni. Evo, tehnika dela. Moje ime je Aleš Kocijančič.
sem prodajni inženir v Jaskavi Slovenija 8 let. Naj poudarim, Jaskava Slovenija, prihajamo oziroma smo stacionirani v Ribnici. Kot veste po medijih, obstaja še ena Jaskava od letos, od začetka leta, to je Jaskava v Kočevju. To je podjetje za serijsko proizvodnjo robotskih rok za potrebe Evrope. V Ribnici smo pa mi pa še eno podjetje, Jaskava Ristro. Ristro je kratica za ribniška strojegradnja, ki pa proizvajamo robotske celice. To pomeni, da prigrajujemo robotske roke v različne rešitve, se pravi avtomatizacijo proizvodnje, tam, kjer je to možno delati z roboti. Robotska varilna celica, to je stroj za varjenje, to pove že ime samo. In danes sem si izbral projekt, ki je realen, ki je že zaključen, ki smo ga naredili v Ribnici za slovenskega kupca. Posebej nisem pripravil predstavitve firme oziroma načina dela, ki ga upravljamo, bi ga pa rad vpletel v predstavitev tega projekta, ker si želim prikazati tudi način dela, kako počnemo te stvari v Ribnici. Vsak projekt se začne z zahtevami kupca. Zdaj to verjetno vsi vidite, da ni avto. Avtomobilska industrija je serijska proizvodnja. Če bi šli sedaj v našo proizvodnjo pogledati, bi videli 90% robotskih celic, ki so namenjene varjenju za avtomobilsko industrijo. To je pa hidravlična stiskalnica za izdelavo termoplastov, kar pa pomeni, da je maloserijski izdelek. Naredi se jih 1 do 2, mogoče 3 na leto. Kupec iz Slovenije, iz Pivke, ki proizvaja take stiskalnice, obvladuje 90% svetovnega trga, vendar to je še vedno tako posebna stvar, da ni veliko serijska. Želim povedati, da robot je primarno zaenkrat še namenjen izdelavi oziroma avtomatizacijo serijskih izdelkov, ponavljajoči gibi oziroma kombinacijo nekih zadev, kjer so zelo dobro definirani vhodni kosi. Tukaj pa je bila zahteva, da varimo rebro stiskalnice. To je to. Se pravi, to so ta rebra. To so izdelki, kot sami vidite, zelo veliki, tam do 8 metrov, krat 4,5, pa 20 ton, pa 80 mm debelina pločevine in hkrati tudi zelo neponovljivi. Plus tega, da mogoče ima ena stiskalnica 2 enaka kosa. Zato sem tudi izbral ta projekt, da vam ga predstavim danes, ker to ni serija in je bil za nas kar velik izziv, kako zavariti z robotom različne izdelke, s tem, da operater ne bi več časa porabil za programiranje, kot zdaj vari. Zahteve kupca so bile zelo enostavne. Mi želimo variti rebro oziroma podobne izdelke. Želimo, da uporabite 2 robota. Zakaj? Zato, ker hitrost varjenja je pogojena z tehnologijo varjenja. To pomeni, da če tu govorimo o MIG-MAG oziroma ARC varjenju in je hitrost robota dejansko lahko večja, kot je hitrost varjenja, zato jo mi lahko pač pohitrimo cikel, če ustrezno povečamo število robotov. Potem je imel kupec tudi željo, da celico razdeli na 2 dela, neodvisna, se pravi v tem slučaju, če ne bi varil teh izdelkov, da bi robota delovala neodvisno. Tretja stvar je bila, da ima še en majhen pozicioner za varjenje manjših cevi, da se vari v več slojih, to je jasno, ker so debele pločevine, da je uporaba osnovnih funkcij, tako imenovanih search funkcij za iskanje pozicije zvarov. In mogoče najbolj pomembno, pa na zadnjem mestu navedeno je, da bo ta uporabniški vmesnik za operaterja čim bolj enostaven, da bo praktično vsak nov izdelek, poudarjam podoben, vendar dimenzijsko drugačen izdelek, čim lažje in hitrejše sprogramiral. Projekt, naj se tukaj vstavim, zdaj organizacija, to do tega trenutka
smo pač v projektni tim prodaja, konkretno sem bil tukaj jaz kot prodajni inženir, imamo oddelek, ki nudi tehnično podporo prodaji, se pravi, z njim skupaj sodelujemo, delamo različne koncepte, rišemo layoute, delamo simulacije, delamo kalkulacije, pripravljamo ponudbe. Se pravi, to je projektni tim do te faze. Ko pa dobimo naročilo, potem pa jaz v tem primeru kot prodajni inženir predam nalogo projektnemu vodji in hkrati postanem član tega tima, ki bo izdelala ta projekt. Na kratko, komponente, ki so vključene v celico. Vidim, da tukaj vsi poznate robote, ne bom tle zgubljal besed, se pravi varilni robot, 6-osni industrijski varilni robot in vsi poznate, da če želimo robotu podaljšati oziroma povečati delovno področje, ga moramo postaviti na nek pozicioner oziroma neko servovozno enoto. Programira se s stitchboxom oziroma offline in robotski krmilnik, ki ga vsi poznate. Tukaj želim prikazati funkcijo, ki smo jo uporabili za ta izdelek. To je najbolj osnovna funkcija iskanja, ki se trenutno uporablja ali pa že od nekdaj uporablja pri robotih, se pravi, da preko varilne žice in nizke napetosti potipamo, kje se nahaja neka površina oziroma potem preračunamo, kje je dejanski zvarni rob in če odstopa od predprogramirane pozicije, to pomeni, da krmilnik avtomatsko preračuna, kje se to nahaja. Robota smo postavili na XYZ portalno vozno enoto, povečali smo področje 8,5 metra v eni smeri, 2 metra v Y, po višini 1,20 m in še dodatno smo dali nek servopremik za posebne izdelke zaradi težke dostopnosti. In to, se pravi, smo postavili 2 zrcalna taka portala. Dodatni pozicioner, samo omenim, da v tem primeru, če ne bi več imeli kaj, bomo rekel, teh velikih izdelkov za varice, lahko robota zaposli tudi na tem pozicionerju. Robot je opremljen z varilno opremo, mi največ sodelujemo oziroma najbolj poznamo Fronius, pa smo dali kar Fronius. Potem zaradi specifične dostopnosti, če vidite na tej strani, smo konstruirali poseben gorilnik, pač ni ga bilo na trgu, smo ga predlagali in naredili z Binclom sami in potem dobili tako rešitev. Ta celica je narisana v SolidWorksu in tudi projektni tim, ki se ukvarja s konstruiranjem portalnih voznih enot pozicionerjev celic, dela s programom SolidWorks, verjetno vsi poznate. Imamo še en oddelek, ki dela v Katiji, ki je specializiran za avtomatske veline priprave največ za avtomobilsko industrijo in pa prijemala. In potem, se pravi, v 3D modelu dizajnirano celico naredimo delavniške risbe za posamezne komponente in imamo poddobaviteljsko verigo, ki nam dostavi praktično potem narejene zvarjence, pobarvane, kjer jih mi v naši proizvodnji sestavimo. Ta celica tukaj je narejena glede na prvo zahtevo, se pravi, oba robota varita skupaj na enem delovnem mestu, se pravi, celica ima eno delovno mesto. Način logistike posluževanja je, da se to 20-25 ton težak izdelek z dvigalom prestavi v celico, se ga približno pozicionira, potem se ga tudi potipa za robotem in za funkcijo, ki sem jo prej pokazal, kje dejansko se ta pozicija nahaja in začne se varjenje. Varijo se ti vmesni elementi, ti distančniki na spodnjo ploščo, izdelek je prej ročno sheftan in ko so zavarjeni vsi spodnji izvari, se potem z dvigalom obrne in se zavarijo še na drugi strani. Tukaj je pregrada, celica se lahko pregradi na 2 delovni mesti, robota delujeta neodvisno, pregrada je senzorirana in vsa ostala avtomatika glede varnosti je tudi prirejena temu, da deluje lahko kot 2 ločeni celici. Tukaj je kratek primer, kaj v bistvu potem počnemo, ko te
skonstruirane izdelke, ki so bili pač dani v izdelavo, dobimo nazaj. Projekt poteka tako, da vedno vsak stroj postavimo pri nas v proizvodnji in ga pripravimo za predprevzem, ki je dogovorjen s kupcem. V tem primeru nismo varili kosa, ker je prevelik, da bi ga vozili k nam za potrebe predprevzema, vendar smo neke podobne vzorce, pač na nekih podobnih vzorcih pripravili funkcionalni test. Offline programiranje, programiranje v virtualnem prostoru, to je Yaskavin program, vsak proizvajalec ima svojega, nič kaj kompliciranega, koristi se za različne simulacije, za časovne analize in to je v bistvu virtualni robotski krmilnik, ki se naloži na osebni računalnik. Končna rešitev za kupca je naslednja. Operater, ko začne variti nov izdelek, importira oziroma uvozi 3D model v računalnik, poklika na vse zvare, tiste, ki želi zavariti, ta klik definira začetno in končno pozicijo zvara, določi še, koliko slojev se bo varilo, določi še zaporedje, če je potrebno zaradi deformacij in praktično je s tem program končan. Naj pa omenim, da sta tukaj, kot sem že na začetku omenil, ker je izdelek neponovljiv, še paralelni program oziroma dodatni program za iskanje, hkrati na podoben način programira tudi program za iskanje. In ko to naredi, lahko v virtualnem prostoru pregleda, če pride slučajno do kakšnih kolizij, oziroma to lahko tudi potem popravi in ko to, če je potrebno, korigira, naj si bo program za iskanje ali pa varjenje, lahko to prenese v samo celico, preko mreže. Tukaj je prikaz iskanja, robot je šel na čistilec, ki je tukaj zadaj sicer skrit, da si odreže žico na enako dolžino in potipa pozicijo zvara. Zdaj, če bi to gledali do konca, bi verjetno do 3 popoldne, če bi se tole čez. Ne vem, koliko je dolgo, mislim, koliko bi to trajalo, ampak če želi, lahko posamezne segmente pač si prevrti in to pogleda oziroma popravi. Naslednji korak je samo varjenje. Tukaj je z rdečo barvo označeno je zvar. Mislim, da tukaj se vari v 3 slojih, večinoma zvarov, tam, kjer so pa pripeti hidravlični cilindri, je pa 10 slojev. In ko to naredi, kot sem prej povedal, se testira, pošlje na robotski krmilnik. Tak način programiranja ne bi bil možen oziroma tako enostaven, če prej ne bi pripravili vseh varilnih parametrov, se pravi, to se je delalo na testnem varjenju, na testnih vzorcih, razne makrografije, tudi potem na zelo podobnih izdelkih. In to pomeni, da se kreira neka baza teh varilnih programov, ki jih potem enostavno vključijo. Zato sem že prej povedal, da to velja za podobne izdelke. Če varimo nekaj novega, ki ni podobno v tej pločevini oziroma materialu, je treba to narediti znova. V te detajle ne bi šel. Tudi na celici je predhodno potrebno nastaviti določene parametre, določene podprograme na same celici, ki jih potem kličemo v ta program v času programiranja. Ko je celica zaključena, oziroma ko je bil predprevzem zaključen, vse je izprogramirano, interfejs uporabniških mestnih nastavljen, se celica odpremi k kupcu, kjer se naredi končni prevzem in potem v realnem prostoru izgleda takole. Izdelek stoji na eni stabilni mizi, robota pač sta sprogramirana, varita, kar je njuna naloga in to je to.